cesta prodaja. Kaj mislimo s tem? Vmes, ko se naš lastnik vozi po cesti, dnevno išče, ko je v zastoju, išče ali opazuje ostala vozila in na podlagi tega si ustvarja sliko o bodočem nakupu. Avto je že samo po sebi lahko učinkovito marketinško orodje. Seveda, če je tak, da se za njim ozremo. Mini, Smart, Cinquecento so že dokaj običajna reklamna orodja, ravno tako Mustang. Manj atraktivna vozila, recimo delovni stroji, kot naprimer kombiji, pa si morajo pozornost izboriti na drugačen način, recimo z nalepkami. Ford, ko oblikuje vozila, skrbi, da so naši dostavniki imajo čim večje površine, ki omogočajo zunanjo komunikacijo. Pri tem je seveda ključnega pomena, kaj nalepimo na to belo pločevino. Avto je namreč dinamična reklama. Hitro gre mimo, prav iz tega vidika je najpomembnejši zadek vozila, saj tega uspemo gledati dlje časa. Vsi mislijo, da če si zelo glasen, da si tudi zares najglasnejši. Včasih si lahko nekoliko bolj smart in si bistveno glasnejši, lahko si duhovitejši, pa si glasnejši, lahko si bolj estetski od ostalih, pa si spet glasnejši in tako dalje. Tako da skozi te kontekste je treba razmišljati, ne samo dati vse, številko, ulico, na koncu še QR kodo in seveda več smeti je tudi manj možnosti za pravilno dekodacijo glavnega ključnega sporočila. Pa je dovolj, da na kombi nalepimo zapeljivo deklino. Če gre za erotične storitve, potem je taka stvar seveda več kot na mestu. Če pa gre to zgolj za privabiti neko pozornost in potem je mogoče storitev celo razočaranje na podlagi tega, potem taka raba seveda napačna. Če je kombi popolnoma drugačen kot recimo fasada podjetja ali njihov TV oglas ali njihov banner na internetu, potem seveda ga ne bom dojemal kot del tega podjetja. Tako da to je zelo, zelo pomembno, da se te stične točke pomagajo druga drugi in tvorijo neko celoto. Če pa je katera drugačna od ostalih ali je vsaka drugačna, je pa seveda to slabo in nimajo neke vzajemne moči. Ima vsaka svojo majhno moč, ampak vse te majhne moči skupaj pa potem dajo eno usklajeno prezenco v celostnem smislu. Polepitev pa seveda mora biti kakovostna tudi z tehničnega vidika. No, to je treba misliti na začetku, obrestovalo pa se bo na koncu. Če so materiali kvalitetni, grejo tudi z leti lažje dol. Če materiali niso primerni, pomeni, da se primejo na vozilo in jih je zelo težko odstraniti. Puščajo lepilo. In pri odstranjevanju lepila običajno pride do poškodb laka. Recimo najbolj popularna materijala sta polimer, ki je cenejši in ni primeren za daljše obdobje na vozilo. Imamo pa cast materijale, ki so pa v bistvu mišljeni, da zdržijo na vozilu nekje med 5 pa 10 let. Tudi pri vročini, soncu. Ja, glih to je največji problem. Kombi marketing pa je v Sloveniji šele v vzponu. Imeli smo primer klienta, ki za velike jahte prodaja in oddaja igrače, se pravi od podmornic, toboganov, splavov. In smo ga vprašali, kako nalogo ima vaš kombi v odnosu do drugih orodij. Je rekel, eno od najpomembnejših, če ne najbolj pomembnejšo. Se pravi, ko jaz parkiram v marino, mora biti to najlepši billboard, kar so ga videli. Se pravi, iz jaht morajo vstopiti ven, priti do mene, reči, kaj pa imate vi. Gospod z jahtami se torej že zaveda pomena tovrstne pojavnosti. Smo razumeli, da je predvsem za tega malega podjetnika dnevna preokupacija ali pa izzivi, s katerimi se sooča, na kakšen način čim bolj kvalitetno porabljati ali pa investirati sredstva v lastno promocijo. Ugotavljamo, da se povečuje tako kot v zahodni Evropi razumevanje, da če hočeš ti tudi majhno podjetje ali pa svoj posel zgraditi, ga moraš dolgoročno in zato se ta transparentnost komunikacije lastne dejavnosti povečuje. To je tudi vedno večji delež takih, ki razumejo, da je učinkovita komunikacija eno izmed orodij uspešnega posla v prihodnosti.